mano so najhitrejši brki na svetu. Najprej čestitke v imenu celotne ekipe Dostopa za vaš trenutno največji uspeh. Zmaga v svetovnem pokalu skikrosa. Kakšen je občutek, ko ste kot prve prevozili ciljno črto in vam je bilo kristalno jasno, da vam je tokrat uspelo? Ja, občutek je bil predvsem fizične narave, saj smo se še bolj privihali kot sicer. Samo malo, kaj pa je to en izrastek? Filip Flisar se je prelepil na vas in si jemlje vse zasluge za uspeh. Hvala. Glavnem, Filip, čestitke. Filip, slabe 2 leti nazaj, če se ne motim, si povedal, da je mama tvoj največji sponzor kariere. Kak je sponzor zdaj, ko si dosegel svojo prvo zmago v svetovnem pokalu skikrosa? Se je že kdo oglasil? Ja, glede na to, da zdaj od zmage ni ravno nekaj dolgo, se v teh parih dneh še ni nič spremenilo, ampak že pred prvo zmago sem rekel mojemu dragemu trenerju, da sem končno postal samozadosten človek, torej si sam s svojim sponsorskim denarjem lahko financiram smučarijo. Sicer ne bom rekel, da lahko od tega živim, ampak mama je razbremenjena in cilj je dosežen. Se je morda zdaj oglasil kdo iz Smučarske zveze Slovenije? Zaenkrat se še noben nič ni oglasil. V ta boj se bomo spuščali zdaj. Če bomo prišli ven krvavi ali ne, bomo videli. Jasno bo vse v prihodnjih dneh. Zaenkrat pa, kot pravim, se še ni nič premaknilo, ker se še nič ni niti dogovarjalo. Če te prav razumem, tudi nobena čestitka ni prišla iz strani Smučarske zveze Slovenije. Vsaj meni osebno ne, če so čestitali komu drugemu, pa ne vem. Če bi bil pa res pravi sprejem v areni, ne? Nisem si mislil, da bo toliko ljudi prišlo. Ste ga zabluzili dolgo? Stari me vpraša do jutra, razumeš, kaj si ne. Pa kdo je to? Kaj je to? Kdo pa ste vi? Tisti, ko je del uspeha, da veš, ne? A treneru! To je tvoj trener! Nisem več kaj No, super, evo. Bolj novi še tega. Nisi ga tako prepoznal, ne? Ne. Dobro, no, evo, če pa zdaj trener prišel, pa takoj za trenera vprašanje. Čakaj. Kak zgleda trening za skikrosera? Na čem je poudarek, recimo? Je posebej na čem poudarek? Poudarek je na širini, ne? Se pravi... Smučk. Na širini smučk, to je. To je to. Širša, ko je smučka, boljše je. Boljše je skikrosist. Aha. Še drugi kakšni poudarki? Ne, malo šale. Širini treninga, ne? Se pravi, da čim več ovladati mora glavnem, ker je to toliko elementov, mora ovladati, ne vem, se reševati iz takih različnih situacij, hitrost mora biti navajen. Glavnem, čim več. V bistvu gre predvsem za to, da se lahko reši iz situacije, kot od spredaj 2 zapreta smučara. Pa ko se en, recimo na štartu, ga zahakla, pa kar pade v tebe not, recimo, ne, pa take stvari. Kar se dogaja, ne. So tudi kakšni suhi treningi, kondicijski? So kondicijski treningi, ker spet je poudarek na širini, ne. Čevlja. Aha. Ok, to se pravi, glavno vodilo je širina. Širina. Ok. Predvidevam, da je priprava smuči tudi ključnega pomena. Ja. Imaš svojega servisera? Oziroma imate v ekipi tudi ja, imamo svojega servisera. Brez servisera bi bilo težko doseči to, kar sem letos že dosegal. Tako da tudi njemu grejo seveda velike zasluge. Zelo nam pomaga. Človek je rutiner, človek je v bistvu neverjeten, kar se tiče rihtanja smuči. Človek ima 124 stopnič na svetovnem pokalu. Kot serviser. To so bile 124. 123 valk sem smučal in eno v skikrosu. Pa definitivno ne zadnjo, ne?
Mislim, da ne. No, mislim, da dobrim letom si se vrnil iz ameriške turneje, oziroma popolnoma preobražen v svež in preobražen v kavboja. Ja, vedno je biti fajn kavboj, jaz se rečem. V teh oblačilih in v tej mentaliteti se počutim zelo domače. To je pač ta ameriški navdih, ki me je prevzel in mi tudi pomaga, lahko rečem. Ne bi rekel, da sem postal čisti kavboj, da se skozi tak vedem, še vedno ne grem s konjem v trgovino. Povej mi, kaj je s tvojimi navijači? Jaz imam občutek, da te podpirajo z dušo in srcem, če si 15, a pa če si na zmagovalnem odru. Koliko tebi to pomeni? Kar se tiče mojih navijačev, moram reči res, da sem ne bi mogel biti bolj zadovoljen s tem, kako me vsi podpirajo. Zdaj, ko sem pač jasno razmišljal, zakaj je to tako, mislim, da je to zaradi tega, ker se enostavno nekaj ne pretvarjam, nisem zdaj en človek pred mediji, drugi človek takrat, tretji človek spet pred navijači. Jaz sem taki, ko sem fant z brki, na pol kavboj, na pol človek. Pol človek, pol kavboj. Pol konj. Pol konj, pol človek. Kaj bi se bolj opisal kot Arabec, arabska pasma konja ali Mustang, ameriška pasma, avtohtona? V bistvu sem mogoče arabski konj z ameriškimi možgani. Aha, ameriško miselnostjo. Tako. Zraven si pa še, vsaj v mojih očeh, ambasador skikrosa, ker imam občutek, da ta šport je v Sloveniji zelo slabo zastopan. Ljudje se sploh ne zavedajo oziroma ne vejo, da so tvoji sotekmovalci svetovni asi alpskega smučanja, kot je recimo Darren Rowles, ki je zmagal smuk v Kitzbühelu. Se ti zdi, da si iz strani slovenskih medijev zapostavljen? Če veš kaj, jaz sem tak rekel, ne zdi si mi, da sem zapostavljen, oziroma se mi mogoče zdi, da tudi ni toliko nefer, da sem zapostavljen, jaz te strani gledam drugače. Če bom jaz dober, bom naredil javni interes, ko bo javni interes, bo interes medijev in bomo vsi srečni. Tako da vsekakor se zavedam, da sem jaz tisti, oziroma če hočem, da se kaj premakne, moram biti jaz tisti, ki lahko na to kaj vplivam in zato treniram, zato dosegam dobre rezultate in če jih bo še več, bo jasno interes še večji. Pravi šampion ni nikoli nič sam kriv. Krasen inštrument. Dragi študenti, zapomnite si nekaj. Če kdaj ne boste naredili izpita, vedite, da pravi šampion ni nič sam kriv. Nikoli.